Bil je skrajni čas za sprejem dogovora o začetku pogajanj o tem, kako naprej. Kako naprej po letu 2012. Dovolite, da uvodoma citiram indonezijskega ministra za okolje in predsednika zasedanja Rahmata Witoalarja, ki je dejal: zdaj imamo balijski kažipot, imamo program in rok. Pred nami pa je tudi težka naloga in časa za dosego sporazuma je zelo malo, zato moramo začeti takoj z delom. Države pogodbenice bodo takoj začele s pogajanji o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov po letu 2012. Pogajanja naj bi se končala leta 2009. Sprejeti dokument pa zavezuje vse države, tudi ZDA, ki so se že leta 2001 odpovedali Kjotskemu protokolu, ter tudi Kitajsko, Indijo, Brazilijo in druge države v razvoju, ki doslej v okviru protokola niso imele obveznosti zmanjševanja emisij. Predvideno je, da bo sporazum o tem sklenjen na zasedanju konferencije pogodbenic decembra 2009 v Kopenhagnu. V sporazumu ne bi bile določene konkretne obveznosti posameznih držav, seveda v skladu z njihovimi zmožnostmi in odgovornostmi. Dokument, ki smo ga sprejeli na Baliju, vsebuje tudi ugotovitev, da bo potrebno v prihodnjih letih emisije drastično zmanjšati. Vzdušje je bilo napeto, vedno je bilo sestavljeno ob udeležbe ministrov in tudi ekspertov. Zgodilo se je pač, da z petka na soboto, kot se je pričakovalo, ni bilo zaključka. Mi smo bili povabljeni v soboto druge zjutraj ob 7 na zadnji dogovor v okviru Evropske unije. In za končni uspeh pa bi rad poudaril, da je bilo zelo pomembno vztrajno prizadevanje poleg Evropske unije tudi Japonske in nekaterih držav v razvoju. Zelo pozitivno vlogo je odigrala Južna Afrika, Brazilija in v zadnjih urah pogajanj presenetljivo, bi rekel, pomembno vlogo male otoške države. Za njih je znano, da so klimatske spremembe biti ali ne biti za njihovo prihodnost. V zadnjih, kaj je bil glavni problem? 3 točke so sestavljale kvadraturo kroga, ki nam je onemogočila ta, bi rekel, hiter dogovor. Prvi, stališče ZDA, da se bodo vključile v mednarodna prizadevanja samo, če bodo sodelovali tudi največje države v razvoju. To je bil prvi problem. Drugi problem, stališče Kitajske, Indije in nekaterih drugih držav v razvoju, da se bodo vključile samo, če bodo sodelovali tudi ZDA. In na to sledi še tretji problem, to pa je zahteva držav v razvoju, da za njih pa ne bodo veljale enake obveznosti kot za razvite države, torej količinske obveznosti zmanjševanja emisij. In v čem je ta rešitev iz tega začaranega kroga? 2 pogoja sta bila izpolnjena. Prvi, primerljive obveznosti bodo veljale za vse razvite države, torej tudi za ZDA, ki pa ni pogodbenica Kjotskega protokola. To je bil prvi pogoj za uspeh. In drugi, države v razvoju bodo svoj razvoj uspevali tako, da bodo sprejele ukrepe za obvladovanje emisij toplogrednih plinov, ampak ob podpori razvitih držav. To je velik uspeh držav v razvoju. Kot že rečeno, v prihodnjih 2 letih se bodo torej odvijala intenzivne pogajanja, ki bodo prevedla od tega načelnega dogovora na Baliju do konkretnega sporazuma za obvladovanje emisij. Da ne bo nesporazuma, tudi ta dogovor na Baliju je v nekem smislu kompromis, kajti Evropska unija bi si želela še natančnejše opredelitve obveznosti razvitih držav, vključno ZDA, ki so se do zadnjega izmikale pravno zavezujočim količinskim obveznosti zmanjševanja emisij. Zaključujem z ugotovitvijo, ki sem že prej enkrat omenil, da je bila slovenska delegacija na konferenci zelo aktivna, da smo skupaj s Portugalsko in pa Evropsko komisijo v okviru EU-trojke sodelovali na mnogih bilateralnih pogovorih s tretjimi državami, ZDA, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Rusijo, Južno Afriko, Brazilijo in drugimi, pa tudi s pogajanji v manjših skupinah ključnih držav s predsednikom zasedanja.